Lep pozdrav in dobrodošli v prvem tutorialu. Torej, začeli bomo čisto na začetku. V tem prvem videu si bomo najprej ogledali TradingView okolje. Kje je kaj nam kaj ponuja, kaj se kje lahko naredi. Ste pripravljeni? Jaz predlagam, da kar začnemo. Torej, gremo na tradingview.com in pričaka nas tale stran. Na začetku najprej priporočam, da se prijavite ali pa registrirate preko tega menija tukaj, ker če ne vas bo TradingView kasneje neprestano opozarjal. Ok, smo prijavljeni in predstavi se nam stran, ki jo trenutno vidimo. TradingView je nedolgo tega nazaj predstavil novo podobo in meni se zdi zelo lepo razporejeno vse skupaj. Tukaj imamo recimo zelo lepo razporejene trge. Tukaj pod kriptovalutami vidimo, da imamo cene, DeFi kovance, tržne kapitalizacije, top gainers, top losers in potem še posamične kovance. Potem imamo še valute, delnice in še ostale trge. Potem so tukaj še novice, ki imajo podobno razporeditev, recimo najnovejše. Tukaj imamo opcijo All in One, potem kripto, valute, delnice in tako naprej. Potem imamo screeners, kjer dobiš razne podatke o svojem kovancu. Recimo, če klikneš kripto screener, opišemo ETH. Vidimo vse možne opcije, vse možne pare, tudi vse možne menjalnice, na katerih se ga lahko trguje. Pa tudi ogromno drugih podatkov, recimo najvišja cena, najnižja cena, volumen, kakšen je rating, no in seveda menjalnica, na kateri se trguje. Čeprav to je zdaj za TT-Rus, tukaj bi moral napisati polno ime, evo pa nam vrže samo Ethereum. Ob kliku na naš izbor pa nas vrže na stran z idejami. Pod screenerji imamo tudi Crypto Heatmap, kjer lahko vidimo, kakšno je trenutno dogajanje na celotnem trgu. Trenutno vidimo, da je vse kar precej rdeče. Tukaj v bistvu dobimo nekakšno sliko celotnega dogajanja, tako bi to opisal. Ampak pojdimo nazaj na svojo začetno stran. Community. Tukaj lahko vidite vse ideje avtorjev, ki jim sledite, jaz trenutno nimam nobenega. Izbor urednikov. To je vse, kar so uredniki izbrali. In potem imamo ponovno razdeljeno na kriptovalute. To so vse ideje, ki se zadevajo kriptovalut. In naprej valute, delnice in tako naprej. Ampak pojdimo nazaj na prvo stran, s to se bomo srečali vsakič, ko bomo prišli gor. Tukaj vidimo, je zelo lepo izpostavljen iskalnik, pa dajmo ga kar uporabiti. Klik, odpre se okno in predstavi nam že nekatere simbole. Če slučajno ni našega, samo vpišemo v iskalnik. Pa recimo, da hočem izbrati tega in ko grem z miško čez, se prikažeta dve opciji. Prikaži graf in prikaži oziroma odpri pregled. S klikom tukaj pridemo direktno na graf, ki nas seveda tudi bolj zanima. Če pa kliknemo tukaj, no tukaj je pa kot neke vrste predstavitev in predstavljene so tudi vse ideje uporabnikov. No tukaj na prvi strani je v bistvu izbor urednika. Tukaj imamo tudi časovnico. Ki je zelo lepo urejena z vsemi pomembnimi dogodki. Potem imamo novice, kjer imate na voljo vse novice, kar se zadeva tega simbola, seveda. Ponovno ideje. Tukaj vidite zdaj prav vse ideje, ni samo izbor urednika. Potem imamo technicals ali tehnikalije, ne vem, kako bi to pravilno prevedel. V glavnem tukaj imate precej tehničnih indikatorjev.
In seveda markets oziroma trgi, tukaj so zlistane vse menjalnice, kjer lahko najdete oziroma trgujete ta simbol. Pojdimo nazaj na pregled. Če želite dostopati do ta glavnega grafa, samo kliknete tukaj na tale gumb See more on advanced chart. Ali pa, kot sem omenil že prej, preko iskalnika, recimo hočemo Bitcoin na Coinbase-u, launch chart. Graf je odprt in takoj lahko začnemo risati na njega. Ampak preden to začnemo, moramo najprej vedeti, kje imamo katera orodja. Tukaj levo zgoraj imamo input s simbolom. Tukaj lahko kadarkoli kliknete, spremenite simbol, izberete drugega in se vam prikaže drugi graf. Recimo, če hočem Ethereum proti dolarju. Kliknemo in se nam prikaže drugi graf. Lahko vtipkate simbol ali pa kar ime kovanca. Ok, smo nazaj na Bitcoinu. Če hočemo biti hitrejši, niti ni treba klikati na ta input, če imate graf aktiven in če ste kjerkoli na njem, lahko začnete kar tipkati ali simbol ali ime. Naprimer, zdaj jaz nisem nikamor kliknul, kar tipkati sem začel in takoj ponudi search z vsemi možnimi opcijami. In potem samo izberem. Zraven imate izbor časovnih intervalov. Ko se klikne na, nam prikaže ogromno enih opcij. Vse od 1 sekunde pa do 1 meseca. Torej, če damo recimo 15 minut, bo ena svečka na grafu zajemala vse podatke, dogodke v 15 minutah. Če kliknemo recimo na 1 uro, bo imela vse podatke v 1 uri. Če pa na en dan, pa vse podatke enega dneva. So tudi bližnjice na tipkovnici za časovne intervale. Recimo, če začnete tipkati 1.5 in date enter, vam prikaže graf v 15-minutnem intervalu. Če vtipkate 3.0 oziroma 30 in enter, vam prikaže 30-minutni graf. Za enourni graf vtipkate 60, enter. Za dvournega 120, 4urnega 240 in tako naprej. Najbolje je vedno začeti na večjih časovnih intervalih, recimo tedenskem, označimo svoje meje in linije na njem in nato nadaljujemo na manjše časovne intervale, recimo dnevni in nato 4urni in tam naredimo isto. Uredite si lahko tudi različne tipe grafov ali prikaza grafov. To naredimo tukaj in kot vidite, jih imate na voljo kar ogromno, ampak najbolj popularna sta ta dva bars in candles. Te svečke se najpogosteje uporablja, da vam tudi ogromno podatkov, recimo ena svečka vsebuje podatke začetne cene, končne cene in najvišje, najnižje cene. To je tudi ta, ki ga imamo trenutno pred sabo. Bar chart oziroma trakasti grafikon, če ga lahko tako prevedem, je odličen za risanje odpornih in podpornih linij, ker boljše vidimo vsa stičišča. In potem imamo še line chart oziroma črtni graf, ki je super za iskanje korelacij z drugimi simboli ali drugimi trgi. In prav z naslednjim gumbom tukaj lahko delamo primerjave. Recimo, da hočemo gibanje cene Bitcoina primerjati z gibanjem cene S&P 500 in pogledati, če obstaja kakšna korelacija. Kliknemo na ta gumb, odpre se nam iskalnik, kjer lahko poiščemo svoj simbol za primerjanje. Tukaj, kot vidimo, mi simbol, za katerega se zanimam, že ponuja, grem z miško čez in prikažejo se nam 3 opcije. Procentualna primerjava, cenovna in ločen panel. Nas zanima cenovna, kliknem in kot vidite se dodatno prikaže črtni graf od S&P 500 in če to malček oddaljimo, pa recimo spremenimo na dnevni interval, vidimo lepše, če obstaja kakšna korelacija ali ne. Pa dajmo vrniti naš graf v prejšnje stanje. Tukaj dam tole kljukico stran, da odstrani našo korelacijo
in prikaz bom naštimal nazaj na svečke. Naprej so indikatorji, ki jih bomo obravnavali v naslednjem videu skupaj s templati, tako da to bomo zaenkrat izpustili. Naslednji gumb, ki ga imamo, Financials, nam ne pride kaj dosti prav v kriptu, tako da tega lahko tudi spustimo. Template smo tudi rekli v naslednjem videu skupaj z indikatorji. Kar nas zdaj zanima so alarmi oziroma opozorila. Namreč lahko si naštimamo opozorila, da nas TradingView opozori o določenih dogodkih. Recimo, da hočemo naštimati alarm, da nas opozori, če slučajno cena prečka 68.000. Kliknem gumb in v oknu, ki se mi odpre, najprej izberem Crossing Up, ker hočem vedeti, kdaj prečka navzgor. Pod vrednost upišem 68.000. Tukaj lahko še uredimo, kdaj poteče in če sploh poteče. Na to so tudi opcije, kako želimo, da nas opozori. Recimo na app, preko pop-up okna, preko e-maila, webhook URL-ja imamo še dodatne opcije, da nam zaigra nek zvok ali pa email to SMS. Upišemo še ime in kliknemo Create. Kot vidimo, se na grafu pojavi črtkana črta, ki predstavlja naš alert. Če ga slučajno ne želimo ali ne rabimo več ali pa ga hočemo urediti, kliknemo tukaj na desni strani na opozorila, kjer se nam tu zgoraj prikažejo vsi alerti. Ko gremo z miško čez, ga lahko preuredimo s klikom na gumb za urejanje, se nam odpre podobno okno, ali pa zbrišemo s klikom na tale križec. Lahko ga tudi trenutno ustavimo in znova poženemo kasneje. Jaz ga bom zaenkrat kar zbrisal in tudi to bom zaprl. Naprej imamo tukaj Replay. Zelo uporabno orodje, da gremo še enkrat skozi zgodovino in dejansko občutimo gibanje. To se je izkazalo tudi kot zelo uporabno pri Ichimoku indikatorju, ki ga je zelo težko spremljati za nazaj. Kliknemo na gumb, prikažejo se nam tukaj nove kontrole in s to navpično črto, ki jo lahko premikamo po grafu, lahko izberemo točko, od katere želimo ponoviti gibanje. Torej, recimo, da želim od tukaj, kliknem in na to kliknem Play. In animacija se začne predvajati. Lahko kadarkoli damo pauzo, nazaj Play in če je animacija morda prepočasna, lahko tukaj pohitrimo ali pa nazaj upočasnimo. S tem gumbom Jump to pa lahko izberemo novo točko, od katere želimo ponoviti zgodovino. To je to, kar se tiče replay, tako da dajmo to kar zapreti. Svoje delo lahko tudi shranimo. Tukaj, kot vidimo, trenutno piše unnamed, ampak to lahko spremenimo, če kliknemo na tole puščico in na to kliknemo na rename in damo recimo ime crypto save. Tukaj lahko tudi vidite, da je naštiman autosave na vsakih 5 minut. Lahko pa vsakič, ko naredite kakšno spremembo, samo kliknete na tale gumb in vam bo shranilo. Recimo, če naredim en trendline, samo kliknem tukaj in nam pokaže, da je shranilo. To potem tudi pomeni, da kjerkoli bom odprl ta graf ali na appu ali na drugem računalniku, mi bo prikazalo točno tako vse, kot sem nazadnje shranil. Tukaj zraven imamo pa potem še gumb za nastavitve. Če kliknemo nanj, se nam prikaže en kup enih opcij in nastavitev. Tukaj naprimer lahko menjamo barve svečk, pod appearance,
lahko menjamo barvo ozadja ali mreže. Tukaj vidite, lahko uredite tudi odmik in podobno. Ogromno nastavitev je. To je najboljše, da se sami malo poigrate in naštimate po svojem okusu. Ko končate, lahko shranite svoje spremembe kot template, tukaj, save as. Samo vpišete ime in save in ga potem uporabite v kasnejši uporabi, ali pa samo kliknete OK. Jaz zdaj trenutno nisem naredil nobene spremembe, tako da bom tudi kar kliknil OK. To je to za ta video, v naslednjem videu pa, kot že omenjeno, indikatorji in templati. Naj se vam še zahvalim, da ste si video ogledali do konca, v naslednjem videu pa si bomo ogledali indikatorje, kako se jih nastavi, kaj vse se z njimi lahko dela, kako se postavlja template in podobno. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom za podporo temu kanalu. Če morda želite postati eden izmed njih, je povezava na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za podporo boste tako pogosteje obveščeni o dogajanju na kriptotrgu, kot tudi posebne videe, kot je na primer ta, si boste lahko ogledali 2 tedna pred ostalimi na YouTube. In seveda tudi brez reklam. Naj se vam še zahvalim, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Kako se vam je zdel ta tutorial? Imate morda tudi sami kakšen predlog? Zelo jih bom vesel spodaj pod komentarje. V naslednjem video tutorialu pa si bomo pogledali indikatorje, kako se jih naštima, kaj se vse z njimi lahko dela, kako se nastavlja template in podobno. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o njem takoj obvestil. Če si ga pa želite ogledati pred ostalimi na YouTubeu in seveda brez reklam, pa lahko postanete tudi eden izmed patronov. Jaz vam želim še lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.